Na mestni občini Kranj so sprejeli dobitnika olimpijskih medalj iz Pekinga, Petra in Ceneta Prevca, ki sta člana smučarskega kluba Triglav Kranj. Skakalec Peter Prevc, ki je na letošnjih olimpijskih igrah v Pekingu osvojil zlato medaljo na mešani ekipni tekmi in srebrno na moški ekipni tekmi. Slednjo je z ekipo priskakal tudi njegov mlajši brat Cene Prevc, ki je na današnjem sprejemu izpostavil tudi dobro delo v klubu. Ponosni smo na delo in uspehe, je na sprejemu povedal kranjski podžupan Janez Črne. Ob tem pa je dodal, da v Kranju športu namenjajo veliko sredstev in bodo za to skrbeli tudi vnaprej. Pozdrav vsi skupaj, to je ena tistih najboljših prilik, ki jih imaš lahko kot funkcionar, pa sem res vesel, da lahko pozdravim Ceneta pa Petra tukaj na mestni občini Kranj. Lep pozdrav tudi vodstvo reprezentance, smučarskemu klubu Triglav, ter vsem predstavnikom sedme sile. Hvala lepa, ker ste se udeležili tega dogodka. Ta medalja predstavlja v bistvu tretjo generacijo domačega kluba Triglav, ki se ponaša z olimpijsko medaljo na moštveni tekmi. Prva je tista iz Calgaryja leta 1988 s srebrno medaljo, čeprav vem je sedanji glavni trener je bil takrat še rojen. V srebrni ekipi pa je bil takrat tudi član kranjskega Triglava Matjaž Zupan. Nadaljevalo se je potem z igrami v Salt Lake Cityju, tistih se malo bolj spomnim kot tistih v Calgaryju, ko je ekipa osvojila bron. V moštvu pa sta bila takrat Kranjčana Primož Peterka pa Robi Krajnec. Skratka, tradicija tega dobrega dela našega kluba se vse skozi uspešno nadaljuje in to dokazuje moštvena srebrna medalja iz Pekinga Petra pa Ceneta. In seveda Petrovo zlato iz mešane ekipne tekme. Peter vam je v bistvu z tem olimpijskim uspehom pustil eno lepo spodbudo in spodbudno sporočilo. Sprav tudi, ko nam ne gre, mislim, da je bila sezona precej težka, ampak v tistem konkretnem zadnjem trenutku pač se je pokazalo, da je vredno delati za svoj cilj, tako da iskrene čestitke, pobrati se po nekem kriznem obdobju zmorejo le redki. Na mestni občini Kranj dajemo velik poudarek športu, namenjamo v primerjavi z drugimi slovenskimi občinami nadpovprečno velik delež, sofinanciramo 60 športnih klubov in društev na leto. Na seznamu letošnjih investicij pa je tudi smučarsko-skakalni center Gorenja Sava in sicer obnova zavetišč, zaletnih smučin, ostalih površin opreme na skakalnicah ter obnova električne napeljave in ureditev zasneževanja. Med kategoriziranimi športniki pa namenjamo tudi štipendijami, kjer sta prejemnika tudi oba brata Prevc. Spoštovana Peter in Cene, spoštovani predstavniki kluba, res smo ponosni na vaše delo, na vaše uspehe in gledamo naprej. Delamo za vas in za nove kranjske olimpijske prvake. Naši kranjski osnovnošolci so se precej potrudili, pa so narisali par listic, ki bi vam podal. To je paket za Petra. Imamo pa še darila od občine za Petra, zraven še, da se bo tako pogledal odmet iz kranjskega zbenika, pa bo bilo kudanskih seznarka po voljenju. Za njune uspehe se je zahvalil tudi Sašo Komovec iz smučarskega kluba Triglav Kranj. Poleg tega, da v imenu SK Triglav bi rad res čestitev Petru in Cenetu, moram reči predvsem hvala. Moram se predvsem zahvaliti, da sta zaključila cikel, o katerem, bom rekel, sanjamo
in se trudimo vsi volonterski in profesionalni delavci v športu, zdaj v katerem ciklu govorim, vsi se trudimo čim več otrok in mladine spraviti v šport z različnimi prijemi, projekti, šolami, vabili, Instagrami, Facebooki, ampak vidimo, da olimpijska medalja, sploh vrhunski uspeh naših športnikov so daleč najboljše vabilo mladim in otrokom v šport. In zato jaz mislim, da je seveda poleg tega, da sta nas navdušila, da smo bili euforični in srečni in tako naprej, smo tudi zelo hvaležni za to, da bomo lahko tudi v prihodnje vzgajali otroke, ki bodo zdaj prišli v večjem številu v šport, ne samo v skakanju, verjamem, tudi v nasplošno to pozitivno vpliva na odnos do športa in jih pripelja do bom rekel, potencijala, da bojo novi šampioni. Še enkrat bi mogoče spomnil, da so skoki oziroma da je uspeh v smučarskih skokih ena sestavljanka, ki jo morajo seveda športniki sestaviti sami, ampak pri tem jim pa pomagajo številni, bom rekel, strokovnjaki, pa tudi seveda volonterski delavci v klubih si vsaj predstavljamo, vsaj domišljamo, da smo en majčken delček sestavljanke tudi doprinesli. Tako da v skokih je sistem tak, da kljub delamo predvsem z otroškimi in mladinskimi programi, potem smo pa ustanovili Smučarsko zvezo, da dela z reprezentancami in naša naloga je do reprezentance spraviti čim več mladih z čim višjim potencialom. In to je kar zahtevno delo. Seveda smo pa hvaležni, da se zelo dobro dela tudi naprej v reprezentancah, zato bi jaz res izpostavil tudi celoten štab, ki dela s temi tekmovalci in nekateri so danes tukaj. Žal glavnega trenerja Roberta Hrgote ni, bi pa rekel čestitam in hvala vodji panoge Gorazdu Pogorelčniku, predsedniku panoge gospodu Borutu Mehu. Bom začel pri najstarejšem in najbolj izkušenem in verjeten tudi najdalj časa dela s tema dvema fantoma, z Janijem Grilcem. Bravo Jani in hvala. Pomočnik trenerja Roberta Hrgote je tukaj, Gašper Godan, pardon. In zraven so seveda še številni drugi, ki veliko prispevajo. Jaz sem povabil danes Petra Slatnarja, ki skrbi za opremo in tudi s tem, seveda, to je en zelo pomemben košček, o katerih sem prej govoril. Vsem upam, da nisem koga pozabil. O Janezu Pokovniku bi lahko dolgo časa govoril, ker ima že tako dolgo kariero skakalca, trenerja in funkcionarja, ampak res mislim, da smo vsi zelo ponosni in to bi zelo podaril in veseli, da v našem klubu se vedevajo taki šampioni, kot sta Peter in Cene. Nazadnje bi se rad zahvalil, da tudi občina to prepozna in bi se rad zahvalil županu Matjažu Rakovcu in njunima podžupanoma Janiju Černetu in Robertu Nograšku za to, da so nas tukaj tako lepo sprejeli in da podpirajo šport, kot je Jani rekel. Mi se bomo pa potrudili, da bomo to res maksimalno izkoristili in da se bomo še enkrat tukaj dobili. Hvala lepa. Tole upam, da ne bo neko klet ustavljeno, ker je zelo neko delilo. Ob
Oba naša skakalca sta se danes podpisala tudi v častno knjigo gostov mestne občine Kranj. In kaj sta povedala na sprejemu? Otroci kranjskih osnovnih šol so vam za današnji sprejem narisali risbice, ki vam jih tudi podarijo za spomin. Kakšno sporočilo imate kot športnik, ki je prebrodil vzpone in padce za prihodnje rodove? Ne vem, predvsem to, da ne moreš čez enkrat ena stvar narasti, da še ni treba pojnihati, ampak je treba večkrat probati in dolgo zdajati. Najlepša hvala. Peter? Cene, na olimpijskih igrah ste pokazali, da znate iz sebe iztisniti največ na najpomembnejšem tekmovanju in ko je največ pritiska. Kaj je bilo najtežje pri soočanju s prvo olimpijsko izkušnjo? Interne kvalifikacije. To je vse, kar ste rekel. Ja, ker mislim, da sem umeli od tega že kar vas povedali, da sem tega ponavljal. Ste imeli z bratom pred olimpijskimi igrami kakšne konzultacije glede vašega premiernega olimpijskega nastopa? Par stavkov je pa dobro par, predvsem glede kakšnih protokolov, kar se je striktno zadržati, pa kaj predvsem domerkati glede pojavljanja v javnosti, ker glede tega imajo olimpijske igre kar neka stroga pravila. Predvsem zato, da ustrežeš tistim, ki olimpijske igre s tem